Učni proces v izobraževanju. Za lažjo predstavo uporabimo prispodobo šole kot središčne točke, ki ponuja poti do posameznih izobraževalnih programov ali tečajev, neke vrste koridorjev. Ti imajo vstopno točko. Skozi njo vstopimo v formalni izobraževalni sistem, imajo pa tudi bolj ali manj oddaljen cilj, ki nam, ko ga dosežemo, omogoči vstop v poklicno življenje. Ti koridorji so razmeroma dobro začrtani, jasni in dobro definirani ter so zasnovani za učence, ki so jim pripravljeni slediti. Znotraj njih so učenci smiselno razporejeni in dobro pripravljeni na začetek dela in učenja. Vsi se zavedamo, še posebej pa aktivno delujoči v formalnih izobraževalnih sistemih, da za nekatere učence vsak tak koridor predstavlja poligon z ovirami, ki lahko pomenijo velik izziv. Nekateri učenci šolanja ne bodo zaključili, k sreči pa bo mnogim uspelo. Toda realnost izobraževanja je veliko bolj zapletena od tega. Če pogledamo na start, vidimo veliko učencev, ki so res dobro pripravljeni na začetek učenja. Drugi so sicer pripravljeni za vstop na pot učenja, vendar nimajo primerne opreme, primanjkuje jim pravih orodij, pravih konceptov. Nimajo ustrezne predpriprave ali ne prihajajo iz okolja, ki bi jim omogočalo uspeh. Spet drugi so pripravljeni sodelovati, vendar ne razumejo popolnoma, kaj se od njih pričakuje in se zato soočajo s težavami. In potem so tukaj še tisti učenci, ki že na začetku hitro obupajo ali pa sploh niso bili zares pripravljeni začeti. Seveda si bo vsak učenec s pomočjo učiteljev začrtal svojo učno pot in vsaka pot do znanja je dobra pot. Ni pomembno, če se pri tem nekateri prebijajo čez stranske poti ali če ostajajo v jasno začrtanih mejah koridorjev. Nekateri bodo izbrali svoje lastne poti, drugi si bodo na poti privoščili enega ali več premorov, da si znova naberejo moči. Glede na prednostne izbire vsakega posameznika lahko tem potem sledijo sami ali pa jih pri tem podpirajo drugi učenci, učitelji ali mentorji. Torej, kje in kako lahko umetno inteligenco uporabimo z namenom, da bo vsak učenec sledil tisti učni poti, ki najbolj ustreza njegovim potrebam in ki zagotavlja uspeh? Zakaj ne bi uporabili istih principov, ki jih že s pridom izkoriščajo aplikacije za sledenje gibanja? Torej, s pomočjo umetne inteligence zagotoviti boljšo analitiko učnih vedenj pri digitalnem učenju in s tem narediti premik k intenzivnejši personalizaciji učnih poti.